Ti kar pustiš? Ja, evo, zdaj pa snemam. Ti už pustajoče, da se tako pogovarja s tabo. Wow. Pod tvojo streho. A imaš kaj hrbtenice? Že prejšnjo epizodo je začel z unim. Klesmo. Če veš, kaj mislim, 27. Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Že sem isto. To sem značil, da je ena ful dobra teorija tega Nila Brennana, to je ta, ki je Šapelom delo, Šapel šel, ki gledam ta podcast njega poslušam. Ja, ki je terapija, ne? Ja, ki je terapija podcast v bistvu. In ima eno ful dobro, ki je rekel, da vsi te, ki so res legende, so legende res samo zato, ker so pač umrli. Da večina ljudi izgubi ta kreativa na eni točki, a ne. Wow. Če si dosta... Zdaj smo zabavili. Ja, to je rekel. Ja. Da če si dosta... Jaz se tako počutim. Ja. To smo imeli ta prvo epizodo, ali smo mi v zatonu. Halo. Ja. To sploh ni vprašanje. Če reči, da bi Kurt Cobain ratal Axl Rose, če bi ostal. Ja, pač, Jankovič. Ja. Jaz sem hodil reči, nismo Mi da Saša tam sva presuha, da bila Axl Rose. Hvala Bogu. Težava je samo to, da pač unika še niso imeli cajt ratat ležerni, pa da zgubijo malo iskrce, pa tako, ne. In da pa opisuješ. A to je zdaj moj Rose? Ja, drugače pa, je kdo pričakoval, da bo Tomo na Saša Tomu Roastu dobil stoječe ovacije? Ja, to je bilo res presenečenje večera. Jaz moram reči, to je bilo noro. Mislim pa to, da so ti ljudje gor metal modrce. Mislim, že to je prtečke, papičke, seksi bolj zraven. Ja. Moški, unek od Kramerja, menzija. Jaz prvič v lifeu, da nisem bil ljubosumen, oziroma, ampak sem ponosen. Jaz bom zdaj povedal, to snimamo predrasto. Ne. Zakaj si uničil iluzijo? Zato, ko mene hajpate. Mi smo hoteli povedati, kako je voda odtekla pri zadnjem aplauzu. Ne, najbolje, stare, zakaj si bo ti, polka si ti gor pršel 45 minut monologa imel, pa so vsi šli ven. Tukaj je to about me. Tukaj je tvoje ime bil v imenu dogodka. Ne stare, jaz sem skrivni gost, a ne oča. Nekaj, ko sem govoril, da mi povej, kaj poanta, da jaz napišem skrivni gost in ti pa vse poveš. Kaj je poanta, da ti tegaš na ju? Ja, zakaj ne tegaš? Vse folk ne šteka. En je tako trikrat pogledal, pa rekel, zdaj sem želel opaziti, da ti si Jozo ta potomica. A veš, to je za doseg. Vse je za doseg, ne. Riče vse. Riče vse. Ti kot mali človek z kratkimi rokami bi mogel vedeti to. Zdaj štekam, zakaj sva bila midva v bakar, en ta velik, en ta mal. Ne, drugače, kdo si dve perspektivi na svet. Kdo si tudi ful govori, riče vse pač na tem točki v karieri. Axl Rose. Fuck. Ok, najbrž res. On je tako, dobro, ni to ljudi na koncertih, ampak le Instagram. Ja, se pa kar pa Axl Rose ni sam ričev, ampak tudi ričo je vse. Čak se malo, zdaj me pa zanima me Axl Rose, koliko ima na Instagramu. Zdaj tak je dobro šalo povedal. Ja, malo svaka zlat biser Že to biš pogledal telefon. Axl Rose, kako to najdem? Axl Rose. Kako to najdem? Piš na tehnično podporo, mogoče ti bo pomagal. Mislim, da nima Instagrama, je to možno. Axl Rose, Brown. Izgleda kot 60-letna stara mama. Ej, kaj je poanta tega, kar je Neil Brennan rekel? Zakaj si začel s tem? Ne vem, nekaj smo... Ja, to, da smo v koncu. Ne konc, da to je to. Nekaj. Ja, ne vem, zakaj sem to razlagal. Naše zadnje obupno stanje po relevantnosti. To mi ne. Ja, okej. Ja, kaj je rešitev za to? Ne, začeli smo 27, Kurt Cobain, in da oni so legende samo zato, ker so umrli, ker niso prišli v 7. album, ki ga dela samo s svojimi prijatelji. Saša, sam tale kratkoročni spomin pri tebi, pa kar je bica. Ja, dobro, trujen sem. Se pravi, mi ne bomo nikoli legende. Ne bomo legende. Če ne umremo. Ne, gremo en pakt narediti. Tam, ko smo vsi, veš, okoli 50 se ofnemo ali pa neki. To je že prepozno. A me lahko ne gledate. Jaz sem za 50, 60 mogoče. To ni. Zjutraj v... Ja, kar smo rekli, smo rekli. Smo li dom? Ne, Retvaj žal si je sodil. Sodil si je.
Točno danes smo bili zmenjeni. Viš, ker ne damo v koledar. Če ni v koledarju, ne obstaja. Kdo bi mogel to, da to bo narediti event. Množični smo Tako, s tem smo začeli epizodo. Imamo en follow-up odprej, če ga lahko preverim. Živijo Jernejtu, report silvestrovanja. Talent show je odpadel, števunke je talent show na firmi. Potem, ko so kravatarji končali svojo mašo, sem večino časa jedel, pil in igral Mario Kart, odlično. Je pa manjša firma, folk ni tako zapet, ko ste dobili vtis. Ko sem začel, mi je kadrovnica podarila knjigo z lokalnimi psovkami. Lokalnimi, se pravi, to so iz nek druge. Mislim, da je ta argo, štajerski argo, knjiga, pa tam niso sam psovke. Ja, ampak pa so štajerci. K bistvu, kako izpeljati tekmovanje mokrih majčk? Naj bodo ločene kategorije za moške in za ženske. Ne, seveda ne. Ampak to je pa, prinesejo svojo majico ali jo dobijo? A je od firme majica ali moraš svojo majico ponesti? Smo probili, da je bilo od firme. Ne? Ja, ampak pol mora biti majhen logo, če ne ni pointa v t-shirt contest. Ne, se je logo in na popku. Lahko je na hrbtu. Na hrbtu je logo na hrbtu. Sprav, lahko je majica od firme, ampak mora biti logo na hrbtu. Kaj? Sam skočiti. Mi si vsi zdaj predstavljamo hot firmo, tako vsi so hot. Jaz ne predstavljam programerje. Jaz si predstavljam, če veš, kaj mislim. Ne. Ja, se to ni šloh, v bistvu. Se pravi, ni šloh več, t-shirt, content. Jaz imam v moji glavi, imam en filter očitno, ko v moji glavi, ker si jaz predstavljam to firmo, so tako, to je un Baywatch, ti so nabildali vse hodone. A si vsi, si ne? Ne, nismo vsi 14 ur preklopljeni na internet. Sam je dosti dobrih vsebin. Ja, dej pogooglite wet t-shirt contest. Kaj in kako točkovati? Prosojnost, oblika, velikost, vidnost areole, trdota bradavic, odvisno od temperature vode, bi jaz rekel. Zanima me, kako to izvesti profesionalno. Even playing field ter jasno točkovanje. Hvala za odgovor, Jernej. Jaz bi še tako kot v vrtcu, da je važno sodelovati. Je važen zmag. Mislim, tekmujemo za res. Kaj nagrada? Kdo zmaga? Publika zmaga. Led. Ne, čajca, ki ima logo spredi. Kaj pa bi v firmi naredil, kaj bi v firmi res naredil vredno tako? Ekstra dopust dnevi. Dopust dnevi. Ekstra 10 dni dopusta. Ali pa dvojen regres. Ti, lega se vidi v firmu. En dan je velik. Noro velik. Kaj pa če tako naredijo? Kapitalizem narobe dela to. Tist, ki zmaga, dobi regres od drugega, ki je bil ta zadnji. Ne, ker nočeš kaznovati une, ki ne zmagajo. Ne, samo nočeš kaznovati une, ki ne bojo prišli pol. Sodelovanje je, v bistvu že sem, da sodeluješ. Če sodeluješ en dan dopusta, zmagovalec 2 dneva dopusta, bum, narejen. 3. 1-3, zmena. Aerole pa predevice. Imamo. Radio pa televiziji bomo skupaj naredili. Čakaj, mi je zdal Števko iz kadrovske CC, točno to. Sam to sploh ni slabo. Drugač pa tako, kaj pižam napisal v dokument, ne. Pregledam kratek odgovor, ne tega delati. Ne tega delati. Na prvo tegobo. Dobro, ajde. To je kar vedno. Ajde, prva tegoba. Moj problem se glasi. Imam sodelavca, ki se pripravlja na bodybuilding tekmovanje. Zaradi njegovega jasnega cilja posledično šteje vnos beljakovin in je se ne heca. Skozi imamo ene nosečence od tega. Izključno samo piščanca in riž vsak dan. 5 do 6 obrokov na dan. A je to smiljeno? Bom te slašal. Se pravi, 3 obroke na delovnik. Zavedam se, da je to popolnoma njegova stvar. Težava se pojavi, ko zjutraj sodelavci pijemo kavo, on pa je svoj zajtrk. Mene in moji sodelavci to blazno moti, saj je res zoprno začeti dan z vonjem po pogretem piščancu iz mikrovalovne, zdaj sem ga zavohal. Torej, kaj lahko naredim? Prosim vas za kreativne odgovore, super ste ženo, zelo rado poslušamo vaš podcast, tako je ženo, to je dobro. Podpisanje pa, ker si ljudje ne morejo pomagati. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Ja. A jih moti res piščanec? Ja, ali jih moti iz mikrovalovke. Ampak kaj še bolj zoprno, slaba samopodoba. A ja, ti misliš, da je samo zavist, gre za zavist? Zavist gre, na polno. Model izgleda kot grški bog in vsi drugi ga gledajo kot, kdo se iz Grki boril? Perzici. Ja. Un z rinkami, To je asociacija.
Ja, to je naš Peržen. Pozabimo osnovno šolo, srednjo šolo, ki me zgodovino ne. Perzici pa Grki 300. Makedonija. Pa vse se je v slow motionu dogajalo, v teh časih. Pa vsi so bili isto nabildani, kot ta model. Čeprav, jaz bi sam rekel, mislim, da z unimi trdimi, minimi bodybuilderskimi joški na oglih daleč prišel tekmovanje za mokro majico. Ti si že povezal. On so samo podobo vključili, kaj je bil zavisten. 3 stvari, prijatelj. Wow. Lahko bi rekel, da sem vse te stvari z rinko potegnil pa not prvleko. 4. Drugač pa, Platon, pa je Platon imel jamo, ali Sokrat, Platon imel jamo. Ja, tam, ko si gledal v nesence, to je bilo tudi slow motion. Najboljša ta s to jamom je od Terja Prečeta, kaj smo mi drugega svetka to da gledamo neke podobe sence, ki jih nam nekdo igra, pač meče tam in what's there to say then, can you do the deformed rabbit? That's my favorite. Deformed rabbit, lepa. To jaz tudi, kad frocam kažem, goddamn, nič ne rata. A res? Ptič. Labod. Ja, ptiča znamo vsi. A laboda sem že pokazal. Ne. Nismo video, ne? Pižamc, Fakiče kaže, ali pa laboda. Ali se pa v glavnem, stare nekaj si hodil povedati. O svoji samopodobi. Tako no. A si ti ta sodelavc, ki zdaj je riž pa piščanca? Zakaj so vsi toliko bolj nabildani, kaj jaz? To v bistvu to mene. Ne vem, koliko... Ne imeti odgovora na to vprašanje. Mene res zanima. Že vidim, da začne malo... Okay, no dej. A lahko malo ratamo ta lifestyle, moraš sam verjeti vase. Nismo imeli zakaj ratati. Jaz nisem dobil tega maila. You didn't get the memo? Ne, I didn't get the memo. Viš, če njuko je dalje, ne obstaja. Ne grejo oni z njim na to dieto. Ne bojo tako kolegijalni. Njemu je težko. Misliš, da je lahko jesti piščanca pa riž vsako brok, ne vem koliko časa? Ja, ne vem, Valiča vprašamo. A je to? En sajt je bilo še v Impru. V Impru so bili na koncu pice ali nekaj, on je pa prišel, pa vzel ta praverček, pa pšanca, pa brokoli noter. Veliko ljudi meal prepa, ker so bolj odgovorni kot mi. Ali pa so brez domišljije. Znam se videti, da je naredil, ki je bilo tako, I meal prep, and then I eat everything the first day. In je tako, fair point. Jaz bi šel, če dovolite, bi šel nazaj, on bi lahko tudi tuno jedel za zajtrk. To je res. Kaj bi rajš? Kaj bi rajš kapučino? A bi rajš, da je tuno zjutraj iz mikrovalovke pogreto? A bi to rad vodil? To bi bila tuna pa skuta fora. Sploh ne rabaš mikrovalovke, če je tuna v igri, realno gledam. Je tudi pogreta tuna. Ali bi pa jedel uno skandinavsko, fjaflen, ki je una riba fermentirana, recimo. To recimo. Morski pes. A morski pes? Ne, morski pes, dve variante. Morski pes je ta islandska, ta varianta, ki ga zakopljajo v zemljo, pa fermentirajo v sečnini. Una je pa tudi pa ena druga, ki so v teh pisk v sečnini. V lulanju. Druga je pa ta iz teh piksa, ki jo moč pod vodo odpreti, da von te ne pofenka. Ko smo bili na Finskem, so nam vsi ponujali tega morskega psa. Šljafen. Sorry, meni se to sliši kot opis masturbacije. Šljafen. A kaj šljafen flafate? Ves naš džibriš je mal v... Mi smo podcast zvoka, tako da nismo ni panike. Se pravi, da bi oni še nekaj dobrega dobili, da naredimo. Se pravi, da mu oni predlagajo, pa če moš ti jesti tega smrdljivega piščanca vsak jutr. Hvala, ker ne ješ tu, ne. Najprej, ne? Surströmming. Čisto isto, kot šljafen. Zelo si uvidel, hvala, ker ne ješ tune, če že moraš tega smrdljivega piščanca pogrejati vsako jutro. A bi vse imel eno skupinsko vajo ali pa nekaj, ali tako kot Japonci, ki začnejo danes. Danes nekaj Da ne on neki dan nazaj in skupinsko vadnjo. Da imajo pamp zjutraj vsi. 100 burpijev. In bojo, noro bo šla firma, bo sam gor šla. Kam lahko gre? Raziskave kaže, da je res boljš, ker si se ful režil. Zdravje res ni toliko. Zdravje ni slaba stvar. Zdravje je kar ok. Tudi za produktivnost. Pa dalj časa ti delajo, lahko pol delavci. Manjkrat bojo bolani. Če si zdrav, nisi legenda, ne?
Ja. To je ta minus. To je edini minus. Minus tega je, da če si zdrav in fit, ne moreš biti legenda. Dobar, samo ne rabiš zdaj se zapostavljati, lahko si fit, puška. Pam. A ne, a veš, ne? Ne rabiš nezdravo živeti. Let's dial it down. Ja, mogoče. Ja, sorry. Prezgodaj snemamo. Danes ljudje ne vejo, zjutraj snemamo in je malo drug vibe, se mi zdi. Okay. Mislim, imaš še eno opcijo, da on je očitno navdušen, on je po mojem zelo ciljno usmerjen človek. Se pravi, tekmuje. Klej, jasno, imaš trening, sistem treninga, ga slediš in dosegaš cilje. Zdaj, če gledamo striktno, kdo ne rabi toliko piščanca zjutraj, ne? Če bi v kolesarstvo se vrgel, tam je pa več ogljikovih hidratov, to lahko je pa zjutraj kosmiče, pa te fore. Ne? Tok, pač... Pa je, da je zdaj cukor aktualen. Ne, Jože, povej. No. O tem govorim. Se pravi, in pa bo on jedel normalnosti, če ga navdušijo za to, za drug šport, ki je isto ciljno usmerjen, isto imajo tekmovanja, isto je popularen. Edin drugač v kopalkah zgledaš samo, kada si glikar končal priprave v Dahavu. To je edini problem. Se pa pri obeh športih lahko špikaš, če hočeš. Najbrž res. Ne, pa mislim, da obstaja šport, kjer je ta ko bi rekel, posledica te smučarske skoke. Oni modeli tudi izgledajo, da jih narediš, pa pade. Ja, čeprav so ful močni. Ja, močni pa so. Ja. Ampak lahko sem nekaj, se pravi, pa začneš, da ta model pride na šiht, pa v njegovi pisarni 26 posterov Pogačarja. Ja, ne, sem govorijo skozi. Se pravi, oni morajo ustvariti, da je največ pomen. Če si videl, kaj je, pa ne Pogačar, ti v enem modelu, ki je zdaj amaterski kolesar neki. A veš, da je Jože Robežnik, to je hotel. Enega smo zbrali, ne ključno. Ne pomembno, koga rečemo, ampak. Enega, amaterskega. Lahko tudi mene. Entuzijasta. A si se pripravljen žrtvovati za to? Jaz sem se pripravljen, da lahko mene uporabite za to. Kjer dober človek. In pa reče, koliko je pa on hud, pa to ne. Pa lej, a viš. In na ta način. Kaj pa še rečejo? Kaj pa še reče? Kaj še reče? Wow. Ampak poleg kolesarstva ima še cajt za ure filmčke. Pa kuloje, filme. Pa ki nekaj začne govoriti, kaj pa vi tukaj? Stekle malo prvota bablu. Kaj malo kofe pijete? Kofe pijete, jaz. A ima mojega pšanca vohati, če veš, kaj mislim. Slabo. Ja, zjutraj sem imel trening, pa se nisem imel cajt, da se stuširam. Ja, gavno. Ja. Okay. Ne, sem to bilo bolj, tuna, muče, ne, posla. Ja, no, recimo. Ne, pa mislim. Preveč dolar. Meni je samo všeč, da je bilo res tako, ker mislim, da iskreno ni hotel nas speljati, ampak po dveh stavljeno, zakaj pa ne? Zakaj ne nas speljati? Nisem dosti naredil za ta šport. Če to ne rata, je pa treba mogoče jeti na star slovenski pregovor, klin se s klinom izbija in si oni začnejo nositi zjutraj še bolj smrdečo hrano za pogrevanje. Segedin, vampi. Tika masala. Ja. Tika masala. Ja, neki na čebuli. No, mogoče kar prenese, še se imaš v Ikeji, dobiš une ta male plošče, indukcijske. Ja, pa kar pač bulo lepo pražati počasi na urco. Ker se v nedeljo zjutraj sprehodiš po štengah od bloka, da greš ti pa tam lepo v čajni kuhinji. To ni več čajna kuhinja, to je čebulna kuhinja. Ja, vidimo polet en sosed ali neki po moje po noč kuha, kad čez dan dela, in pa je tako, poletje je vroče, ti imaš vse odprt ob 11 po noč, kar naenkrat ena čebula prostordi, nekdo si za naslednji dan kuha, pa neke vampe, pa te neke zadeve. In greš do hladilnika, in trda volja ne deluje več. In pa greš midva kuhat, to je pač, moraš klin se skrino zbijati. Ok, povej. Hotel sem sam še reči, pač, kar sem opazil je, da ljudje v pisarnah, to mi smer, ti ne veš, kako je pisarne reči. Ne veš. Pač direktnih konfrontacij ni. To je dosti. Vse je zelo zavito v okolje. Pasivno agresijo. Tako. In kaj je boljšega, kot da vi zdaj rečete, fuck it, itak mu ne moreš povedati, in se sam nabildate in ga premagate na tem bodybuilding. Ja. In potem, ko zmagate... In to brez pšanca Pariža. Brez pšanca Pariža, dajte mislim, a veš, lej. Vse imaš steroide pa to. Evo, ja. Vse se dobi na internetu.
to, steroidi se vsi nabildete. Na dark webu. Ja. In zmagate, in ga premagate v bodybuildingu, in ko greste dol z odrom, samo reče, to je pa zaradi pšanca, bitch. A veš, ne? Všeč mi je ta fantazija, kjer zmagaš in to je to. Kaj pa muska? Kaj? Kjera muska je? Kaj greš dol iz odra? We are the champions, Imajo izpeta to. Ne, ura, Eye of the Tiger, ja, mora biti. Eye of the Tiger. Ja, to je dobro. Si bolj predstavljam kakšnega ježka. Ali bo na John Cena. Ne, John Cena muska je lahko tudi. Pa greš dol, tu je pšanca, bitch. Pa ne bi lahko ringtone. To je zaradi pšanca, bitch. A mi lahko to naredimo? Fotor me kliče. A to lahko mi naredimo? A ringtone, pa ga Da imamo ringtone. Ringtone, lahko ga za message, recimo. Lahko skočimo 30 let nazaj, pa prodajamo. Sploh na iPhone lahko to. Ja, lahko. Ja, lahko za mene. Mislim, da lahko dodaš. Lahko, ker jaz si tudi vem iz iTunesov, da je on noter. Ki je bil NBA finale, zdaj 5 let nazaj, pa je bil na NBA finalu, tam, ki je z Golden State zmagal Flowrida, se spomnite Flowrida? Ja. On je imel tudi te ringtone, je en napisal, kao Flowrida ima courtside seats, ne? Koliko ringtonov smo pa mi kupili, da lahko model leto v nekarte. A se spomnite une reklame, ne vem, je bila od enega od operaterjev, kako so reklamirali te ringtone? Je bil Crazy Frog. Ki je bil kao neki porani, pa kao se napiše, kao neki pa tako, tašča. Ne. To je bilo res slabo. Ne. Oh, wow. Ne, se pa tudi Crazy Froga, pa unga fucking pšanca. Ški bo še en pšanci bil. Crazy Frog, pa en je tudi isto neki delo. Ja. In pa so vsi to kupovali. Ne, na eni točki se s tem Spomnite služijo. šnapija. Šnapi. Je neki, ja, šnapi. Kleine krokodil. To si bil pa zelo hiter si. Je bilo zelo dobro. Zelo hiter. Komati neki šli. Ja, šnapi. Ja. A zdaj sam govorimo o random stvari iz zgodovine. Druga tegova. Ne, mogoče mu pa to naredijo, pa da veš, z ringtoni. Z ringtoni. Ne, steroidi pa. Ja, To je zmer najbolj racionalna odločitev. Ja. Ker sem po naravi pretirano urejen, v slogu vašega joca. Čak sem malo, sorry. Ja. Ne, nisi ti pretirano urejen, svet je v kurcu. Ti si ok. Ti si ok. Jaz sploh berem do konca, to gremo na tretjo tegovo. Ne, preber, ja. Mislim, ni diagnoza se drugače reče, ne? Mislim, ni urejen. To ni pravno zdravniško. Mislim, ja. Neka obsesivno OCD ima druge. Če smo čisto tehnično gledano, tudi urejen, ni redoljuben bi bilo, ne? Ali pa čistunski. Me grozno zmoti, ko gremo v službi na stranišče in me tam pričaka umazana školjka. Res, joco že gre. Resno, a je te tako težko uporabiti večje ščetko. Ker sem poleg tega še precej analitičen, skoraj tako kot vaš znanec Slavko Jerič, shout out številke. Ne, zdaj bo rekel, da ve kdo, on ne ve jemat. Sorry, primer. Sem začel voditi evidenco. Oh, fuck! Edim prav. In ugotovil sem, krivec je vedno isti sodelavci. Halo, no shit, Sherlock. Ja, no shit. Ne, shit, Sherlock. Lahko sam neki. Koliko te v pisarni čuden gledajo, če greš vsakeč, ko pride kdo z WC-ja, ti takoj lafaš na WC-ja. Z mapo pa lončkom. Ko pa tablice, z proveto ali pa nekaj školnega. Pa z gumijasto rukavico. Pa laptop, pa Excel tabelca. Ko nazaj pride, ti začneš rukavice. Pa modra luč. Zdaj me pa zanima, kako ta problem rešiti brez predstavitve rezultatov moje analize na tedenskem sestanku vseh zaposlenih. In še huje, zdaj pa pride, joca, klepa pride. Jaz mislim, da boš, da si daš nekaj čez 6, bi jaz rekel. In še huje, kako zadevo rešiti doma. Občasno se namreč pojavi isti sindrom v narekovajih tudi tam in WC pred menoj uporabi.
Žena. Žena. Bogdan, da sprašuje. Jaz bom kleže spet deferral, se temu strokovno reče, našemu. Ja, Skatologu. Skatologu. Bogdan. Bogdan, Ne, ja. Bogdan. Bogdan je. Ne, tako ti bom rekel. Tudi unmu Mađaru, kaj je že Ignac Semmelweis, to je un model, ki je rekel, da je bilo fajn, če bi si doktori roke umivali, preden grejo delati operacije. Okay. In drastično zmanjšal okužbe. Ja. Drastično, ampak končal je pa v norišnici, ker so se mu vsi režali in ker so ga jebali, da je malo prefuknen. Kako bo to? No, ne, nadaljuj. Prepel to zdaj nas. Ja, Sem neki Bogdan, brez naju, oziroma taki, kot sva midva, bi bil svet ena velika fucking bakterija. Pizda. Še zdaj bi bili v jamah. Ja, v jamah bi bili, prav v jamah. Sral bi še zmer čez okno dol. Za rojsten dan bi si podarjali kugo. Daj so sral čez okno dol. Ne vem. Metal so čez. Metal so čez. Ja, se to, kaj pa je razlika? Okay, to je res. Ja, je razlika. Lampare ne rabaš, kaj. Lej, zakaj so v lamper pa pol metal, zakaj so sem tako naredili ven poličko pa sral dol? Eno je vedro, ki zlije neki dol, drugo je pa, kjera lepa luna, ni bila luna. Kaj pa binglja iz tega okna? Tako da, prvo, mi dva sva benchmark, ne svet, ne. Dajmo tu obrniti to perspektivo. Drugo ne znam ti pomagati. Ampak jaz mislim, to je res grozen. A ni grozen, priješ na fucking skret in ne zna puščetkati ljudi za sabo. Jaz vem, kaj lahko naredim. Ne vem, meni je to res grozno. Jaz mislim, glede na to, da si Bogdan naredil seznam, da točno ve, kdo je bil, je verjetno ugotovil zraven, ker je kot Slavko Jerič ugotovil tudi že potem vzorec ur, ob katerih se ta dotični sodelavec odpravlja na stranišče. Ne gre 5 minut prej, sabo vzame Nutelo, žličko. Ja, ti si že spet narediš isto stvar, da gre unmu na živce. Ja, ampak ne poserjaš se, ja, razumem, ampak vzameš Nutelo, pa pač ker si neumen žličko, ja. ne noža. In malo namažeš po školjki, pod školjko. Čakaj. Pa žličko obližeš. Ne. Medtem, kaj na WC-ju mu po mizi pa to. Na stolu, da je že revanša. Ja, sorry, nadaljuj, prosti svojo. Jaz bi pa inferiorno meni je to idejo. dobra fora, da če res veš, kdaj hota, ne, greš v bistvu, narediš list, vem, kdo si, počisti WC za sabo in ga res daš samo takrat, a veš, daš ga za te njegove. Tako da v bistvu sam on, drugi tega ne vidijo. Jaz sem rešitev. Ja, sem še to, če lahko dopolnim, Anžetu, ti si človek tehnologije, vem, da obstaja kako se reče, ekran, ki je papir. E-ink, ta terminal. In se to da zdaj naštimati na skret in imaš... Gre on, sam pritisneš, pa se refreshne. Pa že po imenu. Ja. V bistvu, a bi lahko AI pa kamero zvezal? Pozdravljen, Jure. Jure, gledam te. Opazili smo, da tvoje izločanje ostaja brez zaključnega. Počakaš, To sporočilo se bo samo uničilo. Če boš. LP Bogdan. To bi bilo res dobro, pa daš en Google Home notar, ki lahko sporočaš. Ali pa en walkie-talkie bo tako. Walkie-talkie sem. Jure, ali veš, kaj je WC ščetka? Ja, uporabijo. Ne sme on vedeti, da si ti. Spravi, najbolj, da zamaskiraš neko krivi sceno, da si tako kar vidim te. Zdaj pa bod pacak, ampak ne tok, da ne bi pospravil za sabo. A veš, ne? Ja. Ali pa, imam tvojo družino. Če ne boš več Pravo sem jih in vsi serijo, mi vedra, kaj je s tabo? Flash. Fak, to je šlo pa res. Zdaj pa poščetki WC, ali bom ko več naš video. Čist po spletu na ključi se prejšnji dan skregal s celo familijo. Ja, Zih lahko na kameo dobiš, da še tale, kaj je un... Liam Neeson. Ja, to je dobro. V bistvu pa bilo vnamreč, da je kar noten iPad ali neka ta jajca star, pa da on, da ti jo dalj sprožiš, pa on pove. If you wipe the seat, that'll be the end of it.
Če ne pa But if you ene don't, I will find you. te, ki so oponaševalci, And I will kill you. imitatorji, ja, daš enega, tega nekega. To, kar ste vi meni. To, kar ste vi meni, Rikija Žervejsa. A ni bil dober. Vrhunski. Danes še spet gledati on video, res je dober. Zato, ker sem se spomnil, ki sta imela, ne bomo špali to se pogovarjati. Hotel sem samo to reči, da je pa vedno pač opcija, da mehki prehod je pa na sestanku, ne, na šihtu pač rečeš. Ne. Dajmo vsi za Dajmo vsi, WC je doskrat. Pa unga malo dlje gledaš. Greš po celem, sam tam se zmer malo ustaviš. Ja. Ali pa govoriš, ne gledaš. Joco, zakaj si zdaj le meni? Ja, ker zglih nasprot mene. Ali pa ti narediš, veš, ko govoriš, v bistvu gledaš v levo stran, ne, tako sobe, s prstom pa na njega kažeš. Ja. Dajmo se vsi potruditi. S prstom pa direktno modela. Dajmo se vsi potruditi, da bo WC čist. Ja. Dajte ščetkati WC, ko greste na veliko potrebo, cel cajt ima prst neusmiljeno na modelu. Jaz sem eno malo manj direktno. Ja. A ste vi tudi opazili, da se je zaskrbljujoče zmanjkalo število flashmobov, ki jih ljudje delajo? Ja. In model gre na WC, vi ste vse zvadili, to je pripravljen flashmob. In ko pride ven z WC-ja, imaš neko musical točko, ljudje plešajo, vse se dogaja. Oblečeni v WC ščetke. V WC ščetke in nekdo, ko greš srat, moraš za sabo pobrisati. Veš, ne? Te stvari, ne? In imaš neko musical točko, vsi naredijo. To je team building za ekipo in hkrati rešiš problem. Naš pa s prstom na njega kaže, jaz sem zdaj sporočil. Ja, lahko je na koncu in ti, sploh pa ti. Ali pa ti, če to posnameš, se to predvaja, zagiš se vrata od WC odprejo. Razumeš? Vsakič, ko greš noter, je, kaj si že zapoj še enkrat, da sem pozabil. Ko se greš srat, moraš se sabo pobrisati. Vsakič, ko je vrata odpreš, se to zarola. To je dobro. Ja, ta je neutralen. Ne pozabi na koncu še ščetke oblizati. Okay. Ja. Why? Kaj? Zakaj to sploh Da rečeš? spucaš še ščetko model, očitno. Ali pa sam ta Game of Thrones scena, da se postavite v dve vrsti, če nočete vaditi musical točke. Se postavite v vrsto in ko pride z WC-ja, je sam dve koloni ljudi na levi pa na desni in ko on gre do svoje mize, sam si delajo shame. To je v redu. Jaz sem se ustrašil, ker si ti rekel, Ja. Game of Thrones scena, si rekel, da plačaš enega, da pride s samostrelom in ga ustreli. Na WC-ju. Plačaš enega, kupaš samostrel. Kvaj snej? En ti pride za 10 na uro, ali boš dal 2 jurja pa pol za samostrel. Zdaj bomo šli že na tretjo tegobo, jaz bi sam, ki je doma, ki je žena, ne, jaz bi isto taktiko. Družinski sestanek, kjer sta samo ona dva. Kažeš. Dajmo vsi. In iste stvari govoriš kot v firmi. Dajmo se vsi potruditi. Pa res moraš biti sama, če imaš frocov ni zraven. Dajmo se vsi potruditi, da ko je velika potreba, pač spucamo WC. In pa sam sediš in si v tišini. Klej ni treba s prstom kazati, ker sta sam dva. Lahko se še tako zmotiš, prečeš, dajmo se ti pa... Vsi Dajmo se vsi. Narediš Spider-Man quote iz tega. A ne? Velika potreba zahteva veliko potrebo po čiščenju. A veš, ne? To je Spider-Man. Z veliko odgovornostjo, z veliko močjo pride velika odgovornost. Z veliko potrebo pride velika potreba po čiščenju. Tako je. Ja, evo. To je v redu. Spider-Man. Ali pa, če ste že vadili flashmob, jih vabiš še domov, pa ko ona pride z WC-ja. Shame. Ne, to je sam... Ja, lahko tudi, no. Ampak lahko, ne, ko se gre srat, moraš za sabo pobrisati. In ne pozabi še ščetke oblizati. Ok, prosim, rede. Gremo Pa naprej. remix mi je všeč. Bogdan, ni za kaj. Se temu za kaj. reče. Ni za Sam kaj. smo dali veliko dobrih. Kje smo bili pa zelo produktivni. Jaz mislim, da bi Bogdan lahko si še eno dodatno naročnino prvošel, ko smo mu toliko pomagali. Ej, kaj bi bilo smešno, da ta prvi pa ta drugi model delata v isti firmi? Pa da je taka serija tako, v bistvu ta bodybuilder. Ta bodybuilder. Ja, vriž mora nekam iti, ne, Joca? Ja, Ja. Vlaknine. Vlaknine. Če za dozelenjave pojem. Okay. Tretja tegova. Dežuje. Odpreš dežnik in greš, kamor si pač namenjen. Pol pa priješ do nekega mosta, podhoda oziroma karkoli podobnega. Sem mislil, da je pesem.
Kaj narediš z dežnikom v teh 20 metrih, ko si pod streho? To je res dobro. Ja. Zapirati ga je neumno, ker ga boš čez 20 sekund spet odprl. Držati ga malo stran od sebe je tudi glupo, plus če imaš ogromen dežnik, ker ga jaz imam, porabi veliko prostora in če je dosti ljudi, se pač zaletavajo v njega. Najbolj absurdno pa je, da ne narediš nič. Torej, pustiš dežnik, kot si ga imel, ko si hodil po dežju, ampak hodiš tam, kjer ne dežuje. Marko. Jaz sem to isto stvar že velikrat doživel in terapeutom. Jaz imam feeling, da začnem, veš, kaj da me snemajo, da se tako začne obnašati. Ne, sej, ne vem, zdaj kao, če sem ga imel nad sabo, se to je pa res neumen. Pa malo tako okrogljal. To je res, kje sem, pa sem na stran dajal, ker kao, pol je malo manjša. A pa tvoje obnašanje pred kamero v oddaji ni act. Ja, zavem. Sam si napelo. Okay. V glavnem, in maham s tistim, res dejansko, kada se upravičujem nekomu. Upravičuješ to, da imam odprt. Da imaš odprt dežnik. Se to je res. Jaz sem tudi, ampak jaz sem zdaj začel zapirati in dol in hodim. Tu če je 20 metrov, dejansko to naredim. Je pa res, da jaz sem ogromen človek. In pol je še Marela ogromna. So dva ogromna. Ne, hočem sam reči, da pol te neki podhodi, pa to ne. Je res, Zdrajcaš. Mislim, dejansko 2,20 m višine. Ne obstaja toliko majhna verjetnost, da bom neko luč skladil. Dejansko ne obstaja. In sem začel zapirati, pa tako včasih gledam pa tudi na stran. No? Ampak dejansko sem, ker jaz grem doska čez štacion, ne. Čez to ne zdaj je zaprtno, ampak včasih, ko sem hodil, tam sem ga mirno zaprl, pa ga zraven nisem. Sem obupal, sem pa včasih bil ta nek, tako kot ti, te pa zelo razumem, da greš v nek tam lete. Te bo še par metrov, ne, se bomo, Mene je ta občutek tudi zelo znan, sem imel zelo isto, pa sem imel pa zelo iste občutke, pa izkušnje, pa sem pa enkrat imel pogovor sam s sabo, pa sem bil tako, a ti hodiš okoli pa judžaš druge, kako uporabljajo dežnik? Ja, je bil odgovor. Ne je bil odgovor. Ker mi je vse za vse druge. Vsi rečemo ne, vsem ne, bravo. Ali pa, da pač preprosto se prepustiš otroku v sebi in začneš čez podhod hopsati, opletati z dežnikom in upiješ, moj dežnik je lahko balon. In skočiš visok dol. Smo nekaj ne samo ne. Da se če dežnik je balon. A je kdo odvaja tebe, da bo gledal? A je kdo odvaja zadnje cajte bral, ste brali že otrokom, moj dežnik je lahko balon? Ja. Jaz ne vem, če sem. Ta logika, vsi imajo klobuke, neko ona najde klobuke, ki imaš pa ti klobuk, jaz pa ne rabim klobuka, moj dežnik je lahko balon. Ampak stari, to je protopožigalec. Ja, to je, kaj ti bo. Torba, če si kupil kolo. Če si kupil kolo. Ja. To je isto. Kje imaš pa ti klobuk? Moj dežnik je lahko balon. Najbrž so v modelu to non-stop brali. To in je zato bolj. Un model pa moje za vsako situacijo neko tako najde. Mene zanima, kjer je podhodi. Ker recimo, a je dolžina ali višina? Točno, pri kjer je dolžini. Dolžini. Zato, ker jaz čez večino sam pač imam gor, kaj to je najbolj efektivno. Najmanj ljudi motaš, levo, desno, pač imaš gor in pač greš čez, pa vsi razumemo, da v tem trenutku ne pada na nas, ampak čez 15 metrov bo pa nazaj in imamo pač gor. To je najbolj normalno. Najmanj energije porabaš. Najmanj moriš folko life. Koga mot, Marela? Ne. Mislim, kje je. Čak, spet pa joco. Ne, valjda, jaz bi to rekel. Jaz sem isti, kot vi. I'm also a normal boy. A te mot Marela? Mene mot barva. A veš, ker Marela je zmer v bistvu nek barni... Tole je dobro. Ja. Tole imam občutek, taki robci pravijo. Motite barva, dežnika. Marela ti ponovadi daje, ti projecira neko uno, mislim, imamo neke zelene, vijolične, pač barvaste dežnike doma in pa si bolj vijoličen. Ti si bolj vijoličen. Kako zdaj ti izgledaš? Ne vem, ta feeling mi je in zato sem si še spomnil, se sva šla skupaj kupiti Marela. Sem prozorno vzel, ker to je noro. Ker je ostane svetlosti. Res je svetlejši. Ne mi džadžati, ti zurim svoji robci zanj.
Ti nimaš, ti si izgubil pravico. Nekomu drugemu, nekaj hujšega in to zdaj požiga. Fak, Joco, to pa noro. No. On sam preveč razmišlja prek šihta, on je tako, ne, to ni dobra svetloba za kader. Mogoče res. Ampak res je boljš. Pa veš kaj, nek sem na internetu me bombardiral tisti, da rabaš zjutraj svetlobo. Ne, pa veš kaj je, če si dežnik kupil na firmo, veš, moraš pa upravičiti, pa se posnet za en video z njim. Ne, in kaj če je tam slaba svetloba, ne moreš si pa stoga, da te vsi followeri zapustijo na YouTube zato, ker si bil slabo osvetljen. Daj tam malo razmišljati. Ena napaka. A bo hočete uničiti nič? Že tako pada. Že tako je tam cancel. Ena napaka. Pa te bojo vsi na internetu nehali imeti radi. Ja, vse to je tako. Meni je kul, da se... Kje smo tega Excela? Res mi je ok, da smo se na njega spravili. Ampak, koliko damo metrov? Mene to je res dobro. Zdaj ste rekel koeficient, lahko mogoče spet upeljamo. Marko je napisal v teh 20 metrih. 20 metrov, to je 20 korakov. Jaz bi to še pustil od prvega. A lahko sem neki? A lahko 20 korakov? Kaj si rekel? Jaz sem rekel, da je 20 metrov. Ja, kaj si pa ti rekel, da je to 20 korakov? To ni nič. To ni nič. Ja. A res? Teh pa večkrat nared. In to je pižance. Zato, ker se še ni mogel, ker to snemamo pred rostom, se še ni razbremenil. Pač ima par stvari na duši, ki jih treba povedati. Tole je za odvetnike Saša Stareta, Jože Robežnik in že Tomič nista bila pri tej šahi. A ti imaš izgled odvetnika kačale sale? Čeferin vas vse pozna. Okay. 20 metrov, jaz mislim, da imaš gor. Jaz tudi mislim. To je un podhod, ki greš iz Tivolija proti Moderni. Ok, fair point. To je 20 metrov, to ni nič. Ti imaš gor. Okay. Če bi šel pa podhod Ajdovščina, kje je to? Ali pa štacion, ali pa tlele imam konzorcija. Ja. Notranji. Ja, tam pa zapreš. Ja. Zapreš. Tam ti si pa 50-100 metrov. Rešitev, ki jo imamo, je, aj greš all in, pa je odprt, če je dosti kratko, čim je dolgo, pa zapreš. Noč na stran, brez jocotovih, kar je fake, ne. Dejansko zapreš, daš dol. Jaz ne bi kot smisel, oni delijo neki osebam, to ni ok. Dajmo se malo pomeniti, koliko čuden je, da ti moraš vse ljudi, ki nekaj delijo, zmeri dol petlač. Ja, a je to res dobro? Meni je sam žal, da sem robce delil. Ne, zakaj? To bi bilo tudi meni. Čakaj, da si delil zgodbo, ali da si jih delil na šihtu. Kjera stvar tega, da si robce delil? Kaj si je žal? Kjera stvar ti je žal? Napačna stvar, te moti. Za gesto. Žal mi je, da sem jo delil vam in vam, če misliš zdaj, da je bolj prav bi bilo, da bi to tajil, to pomeni, da to ni dobra stvar od začetka. Ena stvar, glih pri temu, kako se zaračuna ta, kdaj, kjer je dolžina. Zdaj, Tomo, ti si imel fisko na maturi, tako da bi lahko zdel, se pravi, ena varianta je, koliko energije porabiš, da odpreš in zapreš dežnik, ampak obenem je pa zato, če imaš ti dežnik, držiš v rok, porabiš več energije, kakor če ga imaš spuščenega ob sebi. Replika. Ja? Če bomo računali porabo energije, jaz mislim, da moramo vključiti porabo energije, k en človek, ki se obada s tem, kako imeti marelo, pa koliko svetlobe prireče, pa vse te zadeve, ki jih imamo, to porabljanje, to ful energije. Jaz bi rekel, da več, ka hoja. Možgani, kurijo veliko. Se strinjam, jaz mislim, da dejansko hoja pa ta dežnik sta najmanjši problem pri porabi energije, če tok razmišljaš. Lobi laufo čez, pa pokuru manj. Najvrš res. Ok, možgani kurijo veliko, ne. A veš, zdaj pa če te gledaš, postavi pa Joca najbolj pameten za to mizo. To je res, vse je. Ja, kar najbolj On je benchmark, ne mi. To se pa strijam. Vmes nisem štekal. Na predloge, Joco je benchmark, ker ne bo benchmark noter. Še eno stvar za njega. Sam biznis ideja, za njega mogoče. Na začetku vsakega podhoda daš eno zamarelo noter in na drugi strani take one, live one. Live one, take one. Ja, v bistvu, ja. Eno pustiš tle, na drugi strani vzameš drugo in greš naprej. In on lahko ta biznis fura. Lahko pa zaposliš nekoga, ki folko nos marele, ki jim je vse en, kako izgledajo. Ja. Une, ki na podhodih sedijo, pa ponavadi zadružiš.
Ali pa ta, Šiht mu daš. ta folk brvoltu čaka vmes. Ja. ja. Ki čaka tam v bureku, Ja. da ga pobere, pa a imaš cajta 2 minute na to je pa- Zdaj zapel mi To je Marelo. pa najbolj depresivna evolucija tega groznega gigekonomija. Ne samo, da raznaša hrano, tam zadrobiš, ne sme biti zaposlen, pa nič. Vmes ne še težnike nos, folk, ker itak takrat na otok vozu. Ne, Leave one, več take vozil, one. vozil. Takrat več vozijo, ker folk noče ven. Ja. Ta se mi zdi najboljša. Narediš film, Ja. da imaš eno tle za Marele not, in na drugi strani vzameš ven in to je to. Genialno. Ja. Ja. In sem nekaj, Kdo bo kradel nekaj ne Marele, razumem, Stani? nekaj ne razumem. Ja. Mislim, ampak verjamem, da imaš vse naštiren. Imam. Kje je biznis tukaj? Kaj? Kje je biznis? Hej. Ta finančni tokovi pa to. Ne, če bi ti se ne lahko razumeš, preprosto- on idejo sanja, pa najame Ne, ne, te, ne. ki bojo to spremenili. Za poslovni načrt pa to. App je. Kaj ti ni jasno? Ja, Da lahko to uporabljaš, moraš app zloadati. pa da ti Pa vse full svoje dolg, podatke. ja, full dolg je ta Ja. registracija. Pa pol, da ti odklene dežnik na drugi Ja. strani, je QR-kod, ki ja. traja zdaj skupaj ne 4 minute, zato ker nisi hodil 20 Ja. metrov z Marelo in Lej, odhod. Ja. Vsaka stvar ima To je to. ceno in čas je, da ima OCD tudi ceno. a Ne? Prav je to. Ja. Okay. To je bila tretja tegova. Dajmo vsem, čeprav se še ni zgodil. Hvala, ker ste prišli na roast. Ne? Hvala. Hvala. Ja. Res polna hiša, pa je super je bilo. Zdaj pa, če bi radi slišali, kaj se dogaja za zaprtimi vrati našega ekskluzivnega moškega kluba, pa 1%. pejte na podpri.si. Podpri.si oziroma paradis.si še za podpri, kjer lahko podprete, če veš, kaj mislim, zato dobite vedno odgovor na dodatno četrto tegobo, ki jo bomo kmalu prebrali, potem, ko bomo naredili naš zdaj že res patentiran. In folk ta četrti je ta dober. A je. Zmer čakamo Ja. s ta boljšim za četrtek, za ta bogate. Ja. Ker si zaslužijo več. Ja, raja dobi pa šrot. Ja. Ne, a veš, ker Te. recimo od tega tretjega vprašanja, nekdo, ki posluša za četrto tegobo, ne bi, ker imajo že dosti kaže, da imajo itak enega slugo, da jim nos Ja. Marele. Enega barterja za Marelo. Ja, zdaj, v četrti je pa za ljudi, ki imajo denar težave. Ja, tako je. Tako. First world problems. Zdaj pa patentiran prehod. A še rečemo adijo. Adijo, dajmo reči adijo. Čau, folk. Dio. Adijo. Noro, da je to ratal. Okay. Ja, dobro. Četrta tegoba.